Ja, zdaj ste že vi povedal, a slišite? Ste že vi povedal ene 3 glavne točke iz mojega prispevka, a ne, da se v zadnjem času, pravzaprav jaz raziskujem nezaposlenost mladih s poudarkom na visoko izobraženih že več kot 10 let. In hodim z rezultati, ki so postali v teh 10 letih že zelo razširjeni in presegajo visoko šolstvo in diplomante, pač tja, kjer lahko govorim o tej zadevi, zato sem danes tukaj in zato moj prispevek. In no, če ponovim, kar ste že povedali, se je v teh 10 letih, se ne vem točno iz mojega podatka, ampak pred 10 leti so bili brezposelni z diplomo predvsem družboslovci in humanisti. Leta 2016 pa zdaj proporcionalno je še zmeraj več družboslovcev, ampak potrojilo se je, ali pa celo pošesterila pa brezposelnost disciplin iz tako zvane science and tehnike, a ne, se pravi z naravoslovja. Medtem ko družboslovje ves čas lepo enakomerno narašča. Se pravi, da so postali, to, kar ste povedal, da najdejo zaposlitve tudi kadri z tisti, ki slovensko rečemo podjetje ali pa gospodarstvo potrebuje. In ko smo delali anketo z zaposlovalci, majhnimi in srednjimi visokotehnološkimi podjetji, so potrjujejo rezultati to, kar ste vi povedal. Oni bi želeli kadrirati mlade že v srednji šoli, če ne med študijem, in jih oni, da hodijo k njim na prakso, oblikovati v ozko govorim o tehniki in naravoslovju, in jih oni oblikovati v tiste specializacije, ki so za njih potrebne, potem pa, če je potrebno, jih lahko pa tudi oni pošljejo na izbrano visoko šolo ali fakulteto, kjer diplomirajo, če delovni proces in njihove tehnološke zahteve to zahtevajo. No, to sem zdaj potrdila. In tretja stvar je pa ta. Jaz sem v tem prispevku izpostavila univerzo, ne, da se univerza, kot ste tudi povedal, nikakor ne prilagaja kadrovskim potrebam iz gospodarstva. Malo provokativno sem to zastavila v tem prispevku zaradi kroga, v katerem smo danes tukaj zbrani, kajti v svojem proučevanju sem upoštevala vsaj 5 do 6 dejavnikov, ki tako pomembno kot univerza vplivajo na osrednji predmet mojega proučevanja. To pa je mladinska brezposelnost s poudarkom na brezposelnih diplomantih. Ker ne vem, če se dobro zavedamo, niti družboslovci, niti humanisti, skratka vsi intelektualci, kaj pomeni mladinska brezposelnost. In ti ostali dejavniki, če ne jih navedem, ki jih ni tukaj, so mogoče samo omenjeni, seveda visokošolske institucije plus izobraževalci, potem izobraževanci z njihovimi družinami, potem prevladujoča paradigma družbe znanja in človeškega kapitala, ki deluje kot ideologija že tam iz 90. let, ki je privedla do množičnega visokega izobraževanja, do preizobraženosti, ki so jo detektirali v Združenih državah že v 90. letih in napovedali, da bo v Evropi veliko večja, ker imamo več državnih izobraževalnih institucij kot v Ameriki. Potem seveda visokošolske politike in nacionalna politika. Potem seveda gospodarstvo, nacionalno gospodarstvo in tako zvani nacionalni interes v okviru gospodarstva. Jaz se zgražam, da od osamosvojitve ne nacionalni interes glede na zgodovino, pustimo to v tem kontekstu, mladih, a ne, ampak nacionalni interes o gospodarskih prioritetah. Ker če ni nacionalnega interesa v gospodarskem razvoju, kako naj deluje trg dela kot nek mehanizem uravnoteženja med delodajalci in izobraževalci, če se ne ve, kaj bo čez 5 let.
Izobraževanje deluje dolgoročno, tudi gospodarski načrti delujejo dolgoročno, trgi dela so se pa sesuli. V tem tisočletju teorije trgov dela kažejo, da niti signalne funkcije ne upravljajo več. To se pravi, da niti ne signalizirajo več izobraževalcem, kaj bo sploh koristno izobraževati v naslednjih, rečemo, 5-10 letih, ker je globalizacija in rečemo fleksibilnost gospodarskih in kadrovskih poslov tako hitra, da so se trgi dela razsuli. A imamo sploh še opravka, s čem imamo opravka, če nimamo trgov dela, ne? Mislim, nimamo jih, ne? Vse teorije so se sesule o trgih dela. Tako da hočem povedati, da se v svojem delu ukvarjam z več dejavniki kot je samo univerza, sem jo pa izpostavila tukaj zato, ker ste verjetno večinoma z univerz in bi postavila pač čisto preprosto vprašanje, ne. Zdaj se na veliko govori o prekariatu in izšla je knjiga, mislim, moram še, če mu tegnila recenzijo eno kritično napisati, ker bistvo je normalna zaposlitev. Normalna zaposlitev je pa tista zaposlitev pridobljena z bojem za, zdaj bom rečemo, za delovne pravice, ki pomeni 40 do 42 urni delovnik, s plačo, ki plačuje tudi proste dni in praznike, ki plačuje tudi dopust, a ne, in ki vključuje zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Zdaj imamo pa mi nešteto oblik in prekerna je ena od njih nenormalnih zaposlitev. Kar pomeni tudi, če mladi delajo v visoko razvitih tehnoloških firmah, za neke normalne plače, a ne, po 12 ur na dan od 9, ali pa tako kot v Silicijevi dolini, pa ko planirajo, da jih bo da še na ploščadi, a ne, da ne bojo mogli niti ven iz svojega poslopja, a ne. Se pravi, to ni normalna zaposlitev. In zato govorim o članku o drseči normalnosti in plazeči se krizi. Kriza socialna, družbena se plazi, mi se pa sproti navajamo na nenormalne standarde, na nenormalne okoliščine in jih sprejemamo kot normalne. Zato tudi govorim o nenormalnih zaposlitvah. Prekernost je pa samo ena od njih, a ne. In večina mladih je bodisi nezaposlenih, ker registracija na Zavodu za zaposlovanje z soglasjem ostalih strokovnjakov se strinjamo, da je še 1/3 večja, zato ker se moški, mladi moški in pa tudi nekatere ženske ne prijavljajo na zavod, ker zavod prinaša ogromno birokratskega in ne vem kakšnih obligacij, ki mlade sploh ne zanimajo. To se pravi, da da je problem veliko bolj pereč, kot se kaže, a ne, in apelirala bi na univerze, zdaj sicer to je malo nesramno, ampak ne vem, seznanjena sem z 150-procentnimi plačami profesorjev, pa prekernimi zaposlitvami asistentov. A ne bi se dal, ne bi mogoče intelektualna elita pokazala dobro voljo, pa mogoče nekaj iz tistih presežkov nad 100% dodajala, zato ker kdo pa bo šel v znanost, če je nenormalno zaposlen, pa ne ve, a se bo znanostjo dolgoročno ukvarjal. Šel bo v tujino in zdaj, kar je še zelo smešno glede teh razmerij, pred 3 leti sem bila tukaj v tem istem prostoru in sicer poklicala me je Komisija za vlogo žensk v znanosti, govorila sem pa o ženskah v znanosti in to ženski sekciji socialdemokracije. Bile so same ženske, 3 moške sem naštela. Tukaj danes sem naštela 6 žensk. Pa čisto verjetno socialno demokracijo nimate prav nobene zveze. Mislim, kako ta razmerja, kako nas omejujejo. A ne, pledirala bi na to, da vključite več žensk, ne, unim drugim pa da vključijo še moške. Ker dialog je veliko boljši, če je
tukaj, če je različna zastopanost. In pa še to vprašanje, kako voditi dialog med intelektualci. Glejte, jaz sem se upehala, jaz ne raziskujem več, kajti ko sem vam naštela teh 5-6 dejavnikov, ki so vsi enako pomembni kot univerze, jaz tega ne zmorem. Jaz bi rabila interdisciplinarni tim. To se pravi, te diskusije ali pa sploh naša razmišljanja bi bila smiselna, da imamo en problem, potem pa interdisciplinarno o njem razmišljamo, ne. Jaz se ne morem ukvarjati in s trgom dela in z visokim šolstvom in z politikami, a ne. Pač na enem nivoju sem to zbrala v eni knjigi in potem je konec. Jaz ne morem več tega raziskovati. Pri nas je pa timsko delo, zdaj ne vem, kako pri naravoslovcih najrajši ne more biti, ker imate laboratorije, ampak med družboslovci in humanisti pa bom rekla, da je na psu. Jaz sem raziskovalka skoraj 30 let in moram reči, da mogoče sem bila enkrat ali dvakrat v majhnem, dobrem timu. Drugače pa, tako kot je bilo že omenjeno od prejšnjih govornikov, se koncentriramo nase in ne na problem in ne povabimo kolegov, interdisciplinarno se moramo lotiti problema, kajti problemi so večznačni, niso eni. Tako kot je mladinska brezposelnost, ki nas bo udarila po glavi, a ne, lahko tudi z medgeneracijskim konfliktom. Hvala. Hvala lepa in dober večer vsem. Pa tudi doktor Podmenikovi, da je nekoliko potrkala na vest univerze glede prekarnosti. Jaz sem v vlogi dekana in me to posebej dalo misliti. Dovolite, da bi jaz nekoliko manj govoril o sistemih in podsistemih in se morda izrazil nekoliko bolj skozi osebno izkušnjo. In če sem prav razumel, jedro vprašanja tega zbornika je ta razlika med spoprijemom in spopadom, torej prehod od spopada k spoprijemu. Zadevo poznam iz osebne izkušnje, ko sem včasih zaprošen za kakšen komentar. Koliko časa pred tem potrebujem, ko ga pripravim, da zbiram v sebi pozitivne energije, da bi skozi komentar v prostor in čas poslal pozitivno sporočilo, da se ne bi pustil ujeti v razne polemike in spopade. In v tem nekako čutim intuicijo svetega Pavla, ki je zapisal: eno hočem, drugo pa delam, in tudi te nocojšnje razprave pravzaprav izražajo, reflektirajo to globoko človeško resničnost, da smo polni rešitev, dobrih idej, idealov, vendar ko jih je treba uresničiti, nikoli ne sežemo dovolj daleč, nam vedno nekaj zmanjka. In na ta način je pravzaprav bil sveti Pavel predhodnik Habermasa, ki tudi v eni svoji misli pravi, kako čudno je, na tem našem zahodu živimo v družbah z idealnimi pravnimi sistemi. Nikoli družba še ni bila tako razvita, vendar ta življenjska moč, vitalnost, pripravljenost, da bi demokracijo tudi živeli, to, kar je človek vedno iskal in potem stremel, to pa nam zmanjkuje in se sprašuje, kaj je tukaj v ozadju, in ponavlja vprašanje enega nemškega ustavnega pravnika Böckenfördeja, ali lahko liberalna sodobna družba
preživi brez nekih moralnih temeljev. No, in na to vprašanje spopada in z razmerami in z razmerji poskušam razmišljati kot teolog in tudi kot filozof. In filozofi se, kot smo slišali v začetku, sprašujemo o formah. Dejan je izrazil eno misel, forma države, kaj je s formo države. Torej o tem se sprašujemo, Kant bi to postavil ali pa zapakiral, izrazil v izrazu iščemo možnostne pogoje, po domače pa bi rekel, treba je bika prijeti za roge, torej kje je jedro tega vprašanja, jedro problema. Kaj se je zgodilo, če živimo znotraj ene situacije, ki jo vsi po vrsti sedaj opisujemo zelo pesimistično in negativno kot razpadanje nekega tkiva, in filozof Nietzsche konec 19. stoletja je to zelo preroško zajel v besedah: že dolgo zapravljamo kapital svojih prednikov. Torej to, kar se je akumuliralo, nabiralo skozi človekovo zgodovino, izkušnjo in ta moderni človek, kamor mi še spadamo, torej čas od odkritja, ko naj bi človek začel uporabljati grobove. V antropologiji govorimo o modernem človeku, je 50 000 let, torej za nami je ena 50 000 letna izkušnja, je tudi ustvarila neko podobo človeka. Torej človeka je naučila, kako naj samega sebe živi, kdo je, kakšen je izziv biti človek, in temu primerno je tudi našel človek eno formo, eno zajemalko, s katero je zajemal to svoje življenje, in izgleda, da se mu je prav ta zajemalka danes nekako pokvarila, preluknjala ali smo jo izgubili. In to je tisto, na kar Nietzsche misli, ko pravi, zapravljamo kapital naših prednikov. Tako sem tudi sam svoje razmišljanje v zborniku naslovil: ali smo samega sebe vredni, ali smo samega sebe vredni. In na to vprašanje sem poskušal dati antropološki in teološki razmislek ali odgovor, in se zatekel tudi k več sodobnim avtorjem, ki vsi ugotavljajo neko razpadanje tega globinskega tkiva, ki kulturo, ki družbo veže, povezuje, omogoča, da skupaj živimo. Med avtorji so na primer Galimberti ali Huxley ali Gauchet, francoski sociolog Gauchet, Marcel Gauchet ima eno lepo in zelo resnično misel, ki pravi: humanizem se širi z neznansko hitrostjo, in lahko rečemo, humanizma imamo vedno več v našem zraku, ampak dodaja, pod tem humanizmom pa se skriva zmaličena podoba človeka. In tukaj se mi zdi, po mojem, je tudi jedro problema. In če se zatečem še k eni prispodobi računalniški, vsi poznamo Windowse, ko priključimo računalnik, najprej se nam vklopi ta okvirni program, potem pa znotraj tega programa delujejo razni podprogrami, kot so Word, PowerPoint, Acrobat in podobno. In če govorimo o težavah, mislim, da je tukaj problem v Windowsi. Windowsi so se nam, na Windowse smo pozabili, torej na ta okvir kulture, v kateri živimo, okvir družbe, v kateri živimo. In mislim, da tukaj daje odgovor
francoski nedavno umrli antropolog René Girard, ki pravi, kultura je hčerka religije. Kultura brez religije ne mora preživeti. V osnovi vsake kulture so neke religijske prakse, ki človeka učijo nekaj spoštovati, zadrževati v svoji sredi nekaj svetega. In po mojem je problem v tem. Torej, če zelo zgoščeno rečem, kot teolog, in v to sem vedno bolj prepričan, problem je problem liturgije. Imamo tega Galimbertija, ki pravi, nisem kristjan, vendar problem, ki ga vidim, ali pa kar močno obžalujem, je prav usihanje krščanstva na Zahodu, ker je to religija, ker je to vera, ki odpira prihodnost. Z usihanjem te vere pa sedaj tudi nekako človek zahodni doživlja neko implozijo, padanje nazaj iz prihodnosti v sedanjost, znajdu se ujet v sedanjost. Torej tisto, kar mislim, to bogatstvo liturgije, bogoslužja, ki ga Zahod ali pa ki ga naše izročilo ima. Zakaj to primerjam Windowsom? Zato, ker je liturgija, se mi zdi, da gre veliko globlje kot vsaka vzgoja, kot vsaka šola, zato, ker je to tisti prostor, kjer se človek uči tega prvega kontakta z resničnostjo in ga uči, da resničnost sprejema, vidi v lepi luči. Če se uči bogoslužje, čudenja, spoštovanja, prej smo slišali resnicoljubnosti, smo govorili o resnicoljubnosti ali pa slavljenja. In če za konec citiram še enega avtorja iz 4. stoletja, Gregorja iz Nise, bi lahko rekel, katera je podoba človeka, ki se v bogoslužju, v liturgiji kaže, ki je v bogoslužju navzoča. In torej, če bi iz te podobe živeli, če bi znali biti na višini te podobe, tega, kakor Gregor človeka vidi, potem mislim, da tudi ne bi imeli težav s to motivacijo, da bi tisto, kar vemo, bili pripravljeni tudi potem poseči, to tudi uresničevati. Citat pa takole: človek, ne spreglej čudovitega v sebi, imej v mislih svoje kraljevo dostojanstvo, nebo ni bilo narejeno za podobo Boga, kakor ti, niti luna, niti sonce, niti karkoli drugega, kar vidiš v stvarstvu. Vedi, da nič od tega, kar obstaja, ne more zaobseči tvoje veličine. In pozaba teh idej se mi zdi je tudi težava, ki je v jedru teh ostalih težav. Hvala lepa.